Pozdravljeni. Simbol scuderie Ferrari, poskočni konjiček, je dobro znan vsem nam navdušencem Formule 1. A obstaja kar nekaj vprašanj o njegovem izvoru in seveda na koncu bomo videli tudi nekaj drugih dvomov, na katere pa mislim, da ne bomo dobili odgovora. Okrog tega izjemno pomembnega simbola za celoten svet motošporta obstaja nekaj dejstev, ampak menim, da še več odprtih vprašanj. Danes si bomo skušali ogledati prve in druge, ter nekako razumeti, kaj pravzaprav pomeni ta simbol. Znano je dejstvo, da 17. junija 1923 je Enzo Ferrari kot voznik tovarniške ekipe Alfa Romeo zmagal dirko na progi Circuito Automobilistico dello Savio, blizu Ravene. Na tisti dirki sta bila prisotna tudi starša, takrat že pokojnega italijanskega letalskega asa Francesca Baracche. Predvsem mati Francesca Baracche, Paolina, je videla v mladem Enzu podobno strast, kot jo je imel njen sin do letenja. Pristopila je k Enzu in mu nekako predlagala, če bi lahko uporabil simbol njenega sina na svojem avtomobilu, tako kot amulet za srečo. Vsaj tako pravi legenda in do danes se je ohranila razglednica, na kateri vidimo izpisano praktično zahvalo Enrika ter Paoline Baracca Enzu Ferrariju. In bodite pozorni na to fotografijo. Če pogledamo spodnji napis, bomo opazili napako, namreč 23. leta Francesco Baracca ni bil sposoben več napisati nekaj Enzu Ferrariju, ker je žal umrl leta 1918. Ampak vseeno, gre za tisti idejni prihod simbola iz sveta letalstva v svet avtomobilizma. A že tu nastane prva legenda. Sam Enzo Ferrari je povedal, da je hotel ta simbol ohraniti čim bolj pristen, le tisti bel oblak na dnu je zamenjal z rumenim ščitom in rumeno barvo opravičil kot barvo Modene. In tu bo nastalo že prvo vprašanje, kajti še danes ni dognano, kakšne barve je bil konjiček na letalu Francesca Baracche. Obstaja samo črno-bela fotografija in po tej fotografiji so nastale razne slike. Tista, katera je bila na razglednici očeta in matere, kaže črnega konjička. Ampak, ukolikor pogledamo uradno sliko, katera se nahaja v domu italijanskih letalcev, bomo ugotovili, da je dno tega simbola srebrno, konjiček pa rdeč. Razumeti moramo, da v tistem času letalstvo je bilo še v povojih in mnogi častniki so prišli iz drugih enot v novo nastale eskadrilje. Francesco Baracca je bil najprej član znanega regimenta Piemonte Reale oziroma drugega konjeniškega regimenta. Kot vidimo, simbol te enote je bil srebrn konjiček na rdečem polju. Francesco Baracca naj bi samo obrnil barve. Šele po njegovi smrti so v spomin tega največjega italijanskega asa prve svetovne vojne njegovi kolegi iz eskadrilje simbol spremenili in konjiček naj bi tako postal črn. In tu bi rad vašo pozornost usmeril na rep konjička. Ta je obrnjen navzdol. A obstaja še druga legenda. Namreč v tistih časih je lovski pilot postal as, ko je sestrelil petega nasprotnika.
In takrat nekakva viteška pravila so velevala, da je as prevzel simbole tiste svoje pete žrtve. In peto letalo, ki ga je sestrelil Francesco Baracca, je nosilo na svojem boku znak Stuttgarta. In seveda, znak Stuttgarta je poskočni konjiček. In tu se zgodba začne zapletati, kajti rep konjička na grbu Stuttgarta je obrnjen navzgor. Ampak mi imamo fotografijo, kjer je obrnjen navzdol. In sedaj smo prišli do zelo pomembne ugotovitve. Kolikor je Francesco Baracca posnemal tisti grb svoje pete žrtve, imamo v bistvu v svetu motošporta dve pravzaprav nasprotni si ekipi z enim in istim simbolom. Znano je, da v sredini simbola ekipe Porsche je prav tako grb Stuttgarta. Tako da vidimo, da imata dve pravzaprav rivalski ekipi iste barve. To še ni vse, k temu vprašanju se bomo vrnili na koncu. Zanimivo je nekaj drugega. Ko sem povedal, da je Paulina Baracca nekako predala simbol svojega sina Enzo Ferrariju, bi si marsikdo izmed nas lahko mislil, da Enzo je ta simbol začel uporabljati takoj. Kot nam je dobro znano, skuderija Ferrari nastane šele leta 1929. Namreč leta 2019 so imeli bolid Formule 1 imenovan SF90, prav zato, da so nekako obeležili 90. obletnico nastanka te pomembne ekipe. A Enzo Ferrari kot voznik teh simbolov ni uporabljal in niti ko je imel lastno ekipo na začetku, ni nosil tega simbola. Šele leta 1932 prvič vidimo poskočnega konjička, takrat na bolidih Alfa Romeo. Zakaj je prišlo do 9-letne zamude, ne vem. Je pa zelo zanimivo in v mnogih člankih sploh ni poudarjeno. In tu moramo sedaj ločiti dva simbola skuderije Ferrari in seveda samega Ferrarija. Ukolikor vidimo simbol na ščitu z SF v spodnjem delu, pomeni, da gre za znak ekipe Ferrari. Ukolikor vidimo istega poskočnega konjička na pravokotni podlagi, pomeni pa samo znamko Ferrari. Tisti avtomobili, pa naj si bodo cestni ali športni, izdelani v Ferrariju, imajo vsi znak Ferrarija, to se pravi konjička na pravokotniku. Le tisti uradno, ki so bili narejeni za tekmovanja oziroma pripravljeni v njihovi športni ekipi, imajo tisti znak skuderije Ferrari. Vsaj tako bi moralo biti. A mnogi se boste sedaj vprašali, ali je res Paulina Baracca predala Enzu Ferrariju simbol njenega sina. To bi nekako pomenilo, da nihče drug ne sme uporabljati tega simbola. In tu ne mislim na ekipo Porsche. Namreč znano je, da ekipa Ducatija je v svetu motociklizma uporabljala isti simbol od leta 1956 do leta 1961. Kolikor pogledamo te fotografije, bomo opazili, da gre skoraj za isti simbol. Namreč njihov glavni inženir, Taglioni, je bil rojen v istem kraju kot Francesco Baracca. Kraj se imenuje Lugo v Romaniji in seveda zaradi tega slučaja, da sta bila oba iz istega mesta, si je Ducati nekako dovolil uporabo tega simbola. Ferrari pri tem je bil modro tiho. Danes si mislimo, da gledamo na tem simbolu poskočnega konjička Ferrarija. Videli smo do sedaj, da gre pravzaprav za izjemno zapleteno zgodbo.
In zgodba se bo sedaj zapletla do konca, kajti vprašanje je, če sploh gledamo konjička. Kolikor vzamemo za resnično teorijo, da je Francesco Baracca posnel grb Stuttgarta na svoji 5. žrtvi, se odpira izjemno zanimiva teorija. Namreč že samo ime Stuttgart nam pove, da na tistem grbu ni konj, temveč kobila. Stuttgart bi lahko prevedli kot vrt kobil. Štute je kobila v nemščini. In tako bi lahko rekli, da ta simbol ne predstavlja poskočnega konjička, temveč poskočno kobilo. Ampak seveda, gre samo za špekulacijo, katera nima nobene potrditve. Samo tako kot zanimivost. A o izvoru tega simbola Scuderie Ferrari je to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.